Tako da dobra novica je, v naslednjih 2 letih bo množica stanovanj po Sloveniji zrasla. Ni dovolj samo, da zgradimo stanovanja, ta stanovanja morajo biti namensko usmerjena v prave ljudi. In mi smo v preteklosti preveč teh stanovanj delili izključno po kriteriju socialne ogroženosti in smo absolutno pozabili na mlade in pozabili smo na kadrovska stanovanja. Politiko, da sme biti največ 10% stanovanj za socialno ogrožene, ostalih 90% pa mora iti med mlade pa med kadre. Pozdravljeni. Zdravo. Danes sem pogovarjal z predsednikom vlade in stranke Svoboda, Robertom Golobom. Pa tradicionalno na tem podcastu začnejo politiki z predstavitvijo samega sebe. Tako da predlagam. Ok. Kaj te najbolj zanima? Ja, Se lahko tikava? Ja, vi lahko mene tikate, jaz pa... Ok, pa vam bo še jaz 20 bikov. Okay. Lahko se predstavite tako, da bo blizu v bistvu mladim, da bo čim bolj sproščeno, da ni jaz sem predsednik vlade. Ok. Nisem niti najmanj tipičen politik. Začel sem takoj po faksu, sem bil en čas univerzitetni profesor. Pa sem se tega malo naveličil, imel malo časa v politiki, v energetiki, na kar sem bil pa skoraj 25 let v gospodarstvu. Sem ustanovil svoje podjetje, v začetku smo bili 4. Prva pisarna je bila v bloku, najeto stanovanje in smo prvi dan dobesedno barvali stene. Čisti startup. To podjetje so kasneje, sem tudi svoj delež prodal, vmes so prišle velike firme v njega, kasneje država in danes ima 700 zaposlenih in zelo uveljavljeno tudi v mednarodnem smislu, nisem pa več tam. Pred 4 leti sem šel zares na polno v politiko, ker vse, kar počnem, vsakemu tudi svetujem, če se odločiš, dej na polno, ker v to verjameš. Ko poskušaš biti polovičarski, si v resnici bolj ali manj obsojen na neuspeh, pa še drugi te lahko izkoristijo. Predvsem tvojo nepozornost, pa tudi tvoje neznanje, takrat, ko greš samo na pol. No in zdaj sem še kar tukaj. In sem si že rekel takrat, da če že grem v politiko, potem grem zato, da bom nekaj spremenil. Se pravi, da za mano nekaj ostane. Ne grem v politiko, zato bom tukaj surfal na valu, pa čakal, da mandat mine. Nekako ne znam izbirati enostavnih poti. Največkrat izberem težje poti in tudi tokrat. Če pa hočeš stvari speljati, je pa en mandat zmeri premalo. Zato prvi mandat zastaviš in v drugem zaključuješ. Ne moreš zaključiti v 4 letih, skoraj nič. In zaradi tega sem že na začetku rekel, ok, grem v politiko, grem za 2 mandata, pa dovolj. Tako da zdaj smo na nek način na pol poti. Delo je dosti smo naredili, ni pa še zaključeno. In zato sem zdaj tukaj kako bi temu rekel, poln tudi energije in predvsem tudi načrtu, kako stvari pripeljati do konca. Kako ste pa gledali na prihodnost, ko ste bili mladi? Ne rečem, da zdaj niste, ampak... Ne, sej nisem. V resnici, ko si mlad, vsaj v naših časih, je bilo tako, da je bilo zelo dobro sanjati o tem, kaj vse bi lahko naredil. In če si izbral pravi vzor, takrat so bili v glavnem športniki v Sloveniji, se pravi v Jugoslaviji, so bili športniki vzori, tuji vzori so bili pa večinoma kakšni, vsaj meni, rock glasbeniki. No in če si imel dober vzor, pa si približno vedel, v katero smer hočeš iti. Tako da, in takrat smo si najbolj, to smo tudi najbolj pogrešali, smo sanjali o tem, ko bomo potovali po svetu. To je moče ena stvar, ki je zdaj dosti lažje dosegljiva, kot takrat, ampak to je bilo takrat ultimativne sanje, hočem biti toliko uspešen, toliko ekonomsko svoboden, po domače premožen, da lahko potujem in da vidim cel svet. Kaj pa, kdo vam bil vzor? Od športnikov, tujih Michael Jordan, sploh ni dvoma, številka 23, pa še rojstni dan imam 23, tudi jaz, tako da. Od domačih zanimivo Mateja Svet, ker je bila primer nekoga, ki je zmagoval na celi črti. Medtem ko pri glasbenikih pa od nekdaj Freddie Mercury. Ste veliko poslušali glasbo? Ja, totalno, ko so bile še plošče, taka vrsta plošč, kupoval povsod, ne samo, ker pri nas se ni dalo dobiti, tudi vedno, ko sem šel v München ali pa že v Italijo, v Münchenu je bilo več ponudbe, vedno prišel domov z kup ploščami. Pa drag špas je bil, ampak to je bil moja totalna ljubezen.
Kako ste pa gledali na šolo? Mislim, a ste uživali, a ste se učili piflar po domače? Ne, jaz sem pač imel to srečo, da meni šola nikoli ni bila problem. To je ful dobro delovalo. V osnovni šoli, v gimnaziji je bilo že malo težje, sem vseeno prišel kar dobro skozi. Tudi sem končal sorazmerno, zdaj sem bil mlad, sem imel 17 let, ko sem maturiral. Sem imel druge izzive, bolj socialne, kakor pa spravi vključevanje v družbo, bolj kakor pa sama šola. Pa sem bil že kar upornik v gimnaziji. Pri 16 sem že rad upornik in je bilo konc vsake podobnosti s piflarstvom. A ste kdaj sploh razmišljali o tem, da boste politik? Ne, to zagotovo niso bile moje sanje. Ma tudi še drugače, jaz si upam trditi, da je preveč poklicnih politikov, zaradi tega, ker takrat, ko so ljudje poklicni politiki, nimajo drugega izhoda. In so zato dostikrat prisiljeni ali pa pripravljeni, to je odvisno, pozabiti na svoje vrednote, zato ker so življenjsko odvisni od tega, da ostane v politiki. To je strašno slaba popotnica, ker vedno vodi v negativno kadrovsko selekcijo. Vedno. Ti, če si odvisen od nečesa, nisi več svoboden in čim nisi svoboden, te lahko zapeljejo v stvari, ki jih sicer kot normalen človek ne bi počel. Zato se mi zdi, da je varianta, po kateri človek najprej ustvari na nekem drugem področju se afirmira, se pravi se uveljavi, pokaže, da ne samo da ima potencial, ampak da ga zna tudi udejaniti. In šele potem, ko je že uveljavljena oseba, gre služiti ostalim soljudem, ker je v resnici dokazal, da zna poskrbeti zase, to je pomembno, je znal poskrbeti zase, znajo poskrbeti, da razvije samega sebe, pol se lahko ponudi, ampak res ponudi družbi, da bo pa razvijal tudi družbo za vse ostale. Tega je zelo malo v politiki, nažalost, pa bi bilo fajn, ko bi bilo tega več pri vseh strankah, ne samo v eni ali dveh, ko je danes. Tako da tisti, ki sanja, da bo v politiki, mogoče ne si vzame vseeno malo časa, pa ne pride pogledat, lahko kot mladi pripravnik, potem ne se dokaže na nekem drugem področju, v katerem koli, lahko je šport, umetnost, znanost ali pa gospodarstvo. In ko se je dokazal najprej sebi, pa še vsem ostalim, pa ne prije še pomagati družbi. Mogoče ta stroka doda tudi neko širino za politiko, da ni v bistvu samo za osebni interes na koncu. Bolj kot stroka je pomembna, a še bolj pomembna je ekonomska svoboda. Ker takrat, ko si ti, zdaj zelo direkten, od plače v politiki, pri vseh stroških, sploh, ker si predsednik vlade, imaš toliko stroškov dodatnih, da ne moreš s to plačo reči, zdaj bom pa jaz lagodno živel. Ne moreš. Zato praktično moraš priti v politiko s prihranki, ker meni, da si moral že nekje drugje ustvarjati svoje premoženje. In to je ta ekonomska svoboda. In tudi, ko boš končal politično kariero, kadarkoli že to bo, moraš vedeti, da se ti ni treba nikomor udinjati, nikomor ni treba biti nič dolžen, ampak boš šel pač svojo pot naprej. Tako da ta del se mi zdi, ker to je ta prava neodvisnost pol. In ta del se mi zdi, da je strašno pomemben, tudi ko se ocenjuje ljudi. Ali bojo res delali korist vseh nas, ali bojo imeli primarno pred sabo svoj lastni interes. To v bistvu tega največ manjka v politiki in je vedno ta konflikt osebnega interesa pa družbenega interesa. Kako to izkoreniniti? Ni enostavne poti in jaz mislim, da se vse začne pri človeku samemu. Ne more družba iz človeka narediti nekaj, kar on ni. Začne se, ko si pač mlajši in pol, da se držiš celo življenje enih načel in se v resnici se vidi, kdo je tisti, zmeraj obstajajo različni ljudje. In skozi leta že vidiš, največkrat se to pokaže takrat, ko imaš otroke. Takrat so eni starši taki, da hodijo z otroci in razvijajo v vrtcu še vse ostale, v šoli še vse ostale in podobno. In obstajajo drugi, ki pošljejo otroke v vrtec in rečejo, skrbte zanje. In med temi dvemi kategorijami vidiš, kdo je tisti, ki ima socialni čut, ki bo celo življenje skrbel tudi za druge, in kdo je tisti, ki v resnici pričakuje, da bojo ostali skrbeli za njihove potrebe. To je tako, se sliši malo čudno, kar sem rekel, ampak je v resnici zelo se da razločiti. In če obstaja en kriterij, en kvalifikator, po katerem bi ocenjeval, kdo je primeren za politiko in kdo ne bi ga potem. Kdo je tisti, ki da na prvo mesto, da zna poskrbeti ne samo zase, ampak tudi za ostale in kdo samo pričakuje, da bojo ostali skrbeli za njega. Kako pa vi balansirate v bistvu nek ta zdrav balans med družino pa delom?
Na tej funkciji ni zdravega, na tej funkciji je žal, tako pač je vse prilagojeno opravljanju nalog predsednika vlade, zato ker ni to 8 ur, je 24 ur na dan, včasih sredi noči, vikendi sploh. Medtem ko prej, ko sem pa še bil v gospodarstvu, se je pa dalo. Jaz sem imel ta privilegij, da sem bil pač ustanovitelj in pol kasneje predsednik uprave podjetja in sem zgradil ta kolektiv, ki mi je bil zelo blizu po vrednotah, zato je bila zelo dobra in tako bi rekel enotna klima in kultura v podjetju. In smo tudi urnike prilagodili temu, kot smo sami videli, da nam ustreza. Da smo lahko imeli dovolj zasebnega življenja in hkrati tudi dovolj časa za profesionalno delo. A od tega niste predvideli, preden ste se podali na to pot? Torej me sprašujete, če je možno to uveljaviti v politiki, ni možno. Ne samo zaradi tega, ker urniki so popolnoma nepredvidljivi, tudi sam ne odločam o svojem urniku, pa vam bom dal en primer, zaradi tega, ker dostikrat imaš na urniku ne samo druge ljudi, ampak imaš delegacije iz tujine, imaš sestanke v tujine, imaš krize, zgodi se nesreča, karkoli, spravi nepredvidljivi dogodki, dosti je nepredvidljivih ali pa takih, na katere nimaš vpliva. In takrat moraš vse urnike obrniti na glavo, ker ni izbire. Tako da, ne da se. Na tej funkciji se to ne da. Kdo pa vam vedno stoji ob strani? Imam srečo, da je kar nekaj ljudi, če pa bi moral eno osebo izpostaviti, bi pa svojo soprogo. Tina je vedno tam, tako da ja, ima veliko razumevanje, včasih je sicer malo slabe volje, ko me ni cele dneva, ampak ima pa veliko razumevanje in ve, kaj je nujno in kaj ne. Na takih položajih, kjer je v bistvu toliko stresno in toliko veliko dela, je pač treba imeti neko podporo, da ne pregoriš. Da... Drži, dosti je tudi na tebi samemu, v smislu, če moraš razviti dovolj discipline, da se res zdravo ješ, pa migaš, kar pomeni, da tudi športaš, kolikor se da, se ni treba ne vem kaj, ampak da ja, zaradi tega, ker pol na ta način držiš telo v dobri fizični kondiciji, v dobri psihični kondiciji je pa to, da se obdaš z dobrimi ljudmi. Tako da jaz imam to srečo, je trajalo en cajt, ampak zdaj pa imam in imam strašno dobro ekipo, se dobro razumemo in te tudi drži tudi to po koncu. A športate kaj v prostem času? Poleti več, zdaj po zimi manj, tudi za smučanje enostavno ni časa, ampak ja, se potrudim, če se le da bi skoraj vsak dan imel nekaj časa zase, vse časih je 20 minut čisto dovolj. Zdaj pa, če greva na tehnologijo, pa na umetno inteligenco, ki ima pač zelo velik vpliv na mlade in na odrasle in na gospodarstvo. Kaj je prihodnost? Je v AI-ju ali ni? Jaz mislim, da je neizbežna. Umetna inteligenca niti ni vprašanje, da ne. Je neizbežna, je že danes tu. Dve veliki vprašanji sta na eni etičnost, se pravi, kako uravnavati s tem, da se zlorabe preprečijo. To je prvo vprašanje in drugo vprašanje je, na kakšen način jo uporabljati, da iz nje iztisneš maksimalne prednosti, da se pa hkrati ne poneumiš. Ker je oboje možno. Se pravi, umetno inteligenco lahko uporabljamo kakor nadomestek za svoje lastne možgane ali pa kot nadgradnjo. In na začetku, in zdaj smo na začetku tega procesa, so te pasti še precej razprte in odprte. Se pravi, možno je past tako v etično past, kot v past poneumljanja samega sebe. Zato bo toliko bolj pomembno, da je pri umetni inteligenci, da se tudi tega področja lotimo organizirano, spet, da ni prepuščeno posamezniku, danes se vsak lahko prijavi, dobi dostop do generativnih platform in potem je prepuščen sam v sebi. V vseh pogledih, tudi mladi ali pa še najbolj mladi, tudi osamljeni ali pa še najbolj oni. In na kakšen način organizirati dostop, ki bo varen in kjer bojo tudi podatki zaščiteni, ker danes še niso, pa predvsem, da vsebine, ki so lahko škodljive, so ustrezno regulirane oziroma dostopne in etika. In tle o tem se dosti govori, konkretne delujoče rešitve še ni, v svetu govorim zdaj. Tudi Slovenija, mi delamo na tem z ministrstvi, 3, da bi pripravili prvi korak v to smer, tako imenovana nacionalna platforma za umetno inteligenco, po kateri bi omogočili vsakemu Slovencu
da ima dostop do te platforme, kjer so podatki zaščiteni in kjer bojo, seveda bo vse v slovenščini, in kjer bo na nek način se bo dalo zlorabe preprečevati skozi čas. Upam, da bomo uspeli še letošnjem letu to dati med ljudi in brezplačen dostop do teh orodij, ki bojo na razpolago, da bi s tem tudi to kulturo začeli razvijati. In ta je v resnici enako pomembna za ljudi moje generacije ali pa vaše. Pa če naveževa to na socialno mrežo, zdaj ste na vladi sprejeli tudi sklep za prepoved, a to je neka pot v pravo smer, v napačno smer? Včeraj smo prvič imeli izhodišča o tem, da bi šli v smer prepovedi do 15. leta. Verjetno, če imaš 14 let, se ti to zdi nepravično. Jaz bom rekel tako, govorimo samo o socialnih omrežjih kot takih, ki jih potem seveda dobiš. Če bo ta prepoved ustrezno opremljena ampak dobesedno pripravo na leto 15, to je kot pri izpitu za avtomobil. Nič ti ne koristi, da imaš samo prepoved, do 18. ne smeš voziti avtomobil, pomembno je, da imaš pri 18. izpit, ki ti potem najprej seveda učne šole, učne ure in potem izpit, zato da lahko avto varno voziš. Nekaj podobnega bomo zagotovo rabili pri umetni inteligenci in socialna omrežja so tudi nekje v tej kategoriji. Moče se sliši, da pretiravam, jaz mislim, da bi vsakmu od nas koristilo, če bi imel najprej neke vrste uvajalno obdobje v varnem okolju, preden je potem dejansko prepuščen vsem pastem spleta, ki jih ni malo. Ampak tudi v politiki so v bistvu socialno mrežo uporabljajo kot neko orodje, da dosežejo pač množine. Ja, nekaterim v politiki ni več rešitve, tako da tam uvajalno obdobje ne vem, če bi koristilo. Problem je, ker so popolnoma prosta in se prevečkrat po njih širi sovražni govor in uporabljajo predvsem v slabšalnem delu ali za tudi žalitve, širjenje kakršnihkoli sovraštev, bolj za ta del, kakor pa za konstruktivne pa za pozitivne teme. Zato, ker naši možgani človeški so taki, ne samo naši, tudi živalski del naših možganov je to, ki je v bistvu, če smo želeli preživeti v pradavnini, smo morali biti predvsem pozorni na nevarnosti, kje se nahaja sabljasti tiger, da nas ne pohopsi. In zato bistveno hitreje reagiramo na takrat, ko je neka slaba novica, na grožnjo. In to seveda ti, ki objavljajo na socialnih omrežjih, zelo dobro vejo in zaradi tega je tudi tako dominirajo teme, ki so v smer prestrašenja oziroma šokiranja, ker naši možgani na nje popolnoma drugače reagirajo. Ampak tako pač je, taki smo ljudje in tega ne bomo spremenili. Možganov ne bomo spremenili. Ampak, ker smo preveč razdeljeni, v bistvu, posebej zdaj v predvolilnem obdobju, da na dve strani. Jaz mislim, da so tri strani. Imamo na eni strani, bom namenoma zdaj rekel, na eni strani populiste, ki pravijo, mi natančno vemo, kaj je za vas dobro, dejte nam absolutno oblast in mi bomo naredili svet po svoji meri, ta del spustijo, ker vam obljubljajo, da bojo vas rešili, v resnici bojo svojo. Potem je drugi tabor, ki pravi, mi zagovarjamo, da ima vsak pravico početi, kar želi, kar se sliši dobro, ampak prej ali slej, ko počneš, kar želiš, priješ na področje, ko nekomu drugemu narediš škodo. In v tem primeru je seveda tak sistem ne more delovati, ko lahko vsak počne, kar hoče, ne deluje. In zdaj, če poenostavim, na eni strani v imenu pravičnosti zagovarjajo, da lahko vsak počne, kar hoče, drugi v imenu reda pravijo, mi bomo poskrbeli za red in nihče ne bo delal razen to, kar bomo mi rekli. Pa smo pa eni na sredini, ki pa pravimo, da je treba oboje združevati po zdravi pameti. Ja, rabimo in red in pravičnost, ampak je to najtežje. In večina ljudi, sploh pa politikov, raje ubere enostavno pot in zato eni kričijo ves čas o redu, pa čeprav ga ne živijo, drugi ves čas kričijo o pravičnosti, pa tudi vprašanje, če jo res živijo. Življenje je pa zmeri mešanca vsega, nikoli ni črno-belo. In dobiti pravo ravnovesje, to je tudi pri vzgoji otrok, itak med redom, pa med pravičnostjo, to je pa vsakodnevni trud.
In marsikdo se rad temu izogne. Treba biti pragmatičen, no, da se pač vzamejo. Življenjski. Ja, življenjski. Pragmatičen je dobra beseda, ampak lahko zapelje tudi to, da potem greš kakšne čudne cilje, ker si pa življenjski in ker si bil vzgajan v normalnih vrednotah, pa veš, da ne smeš drugim škoditi, hkrati pa moraš poskrbeti, da tudi on tebi ne bo. In to je ta red, ki je bazičen, ki pa mora biti. Brez reda tudi nič ni. Pa iz kje prihajajo pač ideje volilcev, no, od staršev, ali glasujem za eno stran, samo da druga ne bo, ali kdo dobesedno pogleda program, pa se za to odloči, za to stranko? Jaz mislim, da bolj kot program sam, dve stvari sta. Eno je preteklo delo. Spaj gledaš, ocenjuješ človeka, kako se je do zdaj obnašal. Če bom jaz rekel, da se bom v naslednjem mandatu popolnoma spremenil, ne mi verjeti. Ne morem se popolnoma spremeniti. Lahko pa nadaljujem s svojim delom, lahko zaključujem svoje delo, ne morem pa reči, da bom vse naredil drugače, ker ne more biti res. Če je nekdo bil že 3-krat predsednik vlade, pa zdaj pravi v 4. bo pa vse boljše, ja ne bo. Dajmo pogledati, kaj je delal 3 mandate, pa si lahko ustvarimo vsak sliko, kaj bo naredil. Spravi, nihče se ne rodi na volitvah, vsi smo na nek način dediči svoje preteklosti in svojih dejanj. To je prva stvar. In je prav, in marsikdo, sploh starejši volivci, se odločajo na podlagi tega, na podlagi dediščine. In tam so precej jasno razdeljeni, kdo verjame enemu, kdo verjame drugemu. Poje pa še, jaz bom rekel, ena skupina manj opredeljenih ali pa šibkeje opredeljenih, ki pa želi slišati prihodnost. Spravi, želi slišati, ali bojo njihove sanje, njihove lastne sanje, lahko uresničene v prihodnosti, ki jo ponujejo različni politiki. No in to je največja umetnost. Kako v resnici ljudem povedati, da si ravno ti tisti s svojim programom, tle pa je program, tisti, ki bo lahko njihove sanje uresničil. In teh je približno tretjina. Zdaj bom rekel, tretjina je približno razdeljena v teh kategorijah. Zlata tretjina, ne. Ta je tista, ki odloča volitve. Volitve se vedno odločajo pri tistih, ki so pripravljeni prisluhniti posamezniku oziroma politiku, kaj je tisto, kar za naprej napoveduje. Kaj pa tisti, ki ne grejo voliti? To je seveda, v tem trenutku je to pravica, da se odločiš, bo šel, ne bo šel. Marsikdo ne vidi razloga, da bi šel, lahko tudi zaradi tega, ker ali nima lastnih sanj, ali pa ne verjame nikomur, da jih bo uresničil. Je pa svoje škoda, ker s tem, ko ne greš, pač pustiš, da odločajo drugi namesto tebe. Tako da jaz vedno pravim, včasih se je težko odločiti komu, ampak najslabše odločitev je pa, da ostaneš doma. Tako da pejdi, pa tudi če boš dal napačen glas, je včasih boljše, pa boš kasneje v naslednji rundi, saj voliš celo življenje, saj ne voliš enkrat v življenju, pa nikoli več. Ker je to učni proces, pa tak, da te zelo malo stane največkrat. Čeprav, recimo. Fajn je, pejdi voliti, vidi, kako je, bodi pozoren, kaj so obljubljali, pa kaj so pol dejansko uresničili, pa se pol odloči za naprej. In čez en čas, ko si starejši, ti pol na ta način postane to bliže, pa tudi boljše se znaš odločiti. Kakšno je pa to razmerje med obljubami pa dejanskim delom? Ker pač lahko je obljubiti, težko je pač to lopato zakopati. Fajn je, in spet prijemo na točko ocenjevanja, koliko je nekdo obljubil, pa koliko je naredil prej. Zato, ker na začetku obljubljati, ko nimaš še nobene zgodovine, je enostavno. Fajn je ocenjevati, kaj je naredil v ostalem življenju, kako živi, ali je ustvaril na katerem drugem področju, karkoli. To je najboljši pokazatelj. Bom dal primer. Ni nujno, da se vedno strinjam z športniki, kako razmišljajo, nekaterimi recimo zdaj, ampak vem, da je športnik, torej bo delal trdo, ker je navajen trdo delati. Tako da ocenjevati skozi to, kdo je tisti, ki zna trdo delati, vzpostaviti najprej pri sebi disciplino, pol lahko tudi to disciplino zagovarja navzven. Tisti, ki je pri sebi ne zna, bo težko ambasador discipline za druge. Tako da potem najlažje presojaš kredibilnost z vidika izpolnjevanja obljub. Jaz bi bolj kot obljuba bi rekel pričakovanj, ker pričakovanja je tista, ki si vsak sam ustvari na podlagi besed politikov. Ja, treba je razumeti, kakšen je v bistvu človek tudi za tistimi političnimi maskami, pa obljubami, pa govori. Definitivno je zmeri fajn videti, s kom se lahko poistovetiš in vsak se pač na svoj način. Ne moreš biti vsem všeč, niti ne moreš pričakovati, da bojo tebe vsi imeli radi, ampak s kom se lahko poistovetiš ali po življenjski poti, ali po življenjski filozofiji,
ali pa po načrtih za naprej. In pol to je ponavadi najbolj varna stava tudi v politiki, ne samo v življenju. To je tako, ko se odločiš, katero šolo bi šel, pa ko se odločiš, katero firmo bi šel delati, se odločiš po podobnem principu. No, v politiki je v resnici zelo podobno. Kako se pa vi soopadate s kritiko ali pa nekim sovražnim govorom? To dvoje je ful različno. In je prav zanimivo, ko nekateri to enačijo, niti približno. Kritika je nujna, ne brezglava kritika, ampak kritični dialog je najboljši možni dialog, ker skozi njega najboljše raseš. Če se boste vi z mano vsem strinju, pa se v resnici nimava kaj dosti pogovarjati za rast. Se lahko pogovarjate, da se imava fajn. Ne rasteva pa. Takrat, ko ste vi dovolj sproščeni z mano in si upate postavljati drugačna stališča ali pa preizkušati moja stališča, takrat jaz rastem bolj kot, takrat najbolj rastem. Zato, ker mi vi iz druge perspektive, iz lastne perspektive osvetlite stvar, na katero sem jaz slep. Vsi imamo svoje slepe pehe. Vsi. Ne obstaja človek, ki je ne bi imel. In zaradi tega, ko imaš ta kritični dialog, ki pa mora biti spoštljiv, zato da ni žaljiv, ker sicer čustva zameglijo, razum in vse to, takrat lahko prav jaz sam najbolj rasem. Sovražni govor nima tega namena. Sovražni govor pa vpliva direktno na čustva in izklopi kakršnokoli učenje. In tudi namen sovražnega govora ni, da bi te nekaj naučil, ampak samo da te utiša. Tako da sovražni govor nima popolnoma nobene pozitivne lastnosti. Za razliko od kritičnega dialoga, ki je pa sam po sebi zelo pozitiven. Ampak a vas zdaj mogoče manj prizadene ta sovražni govor? Zdaj ga izklopim. Zato, ker vem, da se nimam iz česa naučiti, avtomatsko izklopim. Pa tudi po nekem času se naučiš tudi ene druge stvari, da veš, kdo je tisti kot oseba, ker že poznaš. Slovenija je majhna, pa poznaš vse. Kdo je tisti, od katerega lahko pričakuješ kritični dialog in mu prisluhneš, in kdo je tisti, ki veš, da bo imel samo sovražni govor, ki ne bo nič poslušal in pa tudi njega enostavno izključiš. Če se pa v parlamentu več kritičnega dialoga ali sovražnega govora? To je bilo zdaj retorično vprašanje. Ja. Zagotovo je absolutno preveč sovražnega govora. In čim pridemo na področje osebnih žalitev, je to sovražni govor. Tle ni dileme glede tega. Je mogoče mladi zato sploh ne zaupajo v politiko, ker vsakič, ko prežgejo televizijo, se samo kregajo, v bistvu ni nobenega dialoga, pogovora. Jaz sem v nekem trenutku razmišljal celo, da je moče to načrtno, da poklicni politiki, to so tisti, ki živijo izključno in ne znajo drugega kot živeti od politike, načrtno ustvarjajo razmere, prepira, zato da ne bi novi obrazi vstopali v politiko, da bi ostali zunaj. Jaz sem skoraj prepričan v to tezo. Ker v bistvu vse manj mladih vstopa v politiko, tisti so se pa zakoreninili v neke položaje. Ja. In to tem, ki so noter 30 let, neizmerno ustreza, ker je od tega odvisna njihova ne samo eksistenca, ampak v resnici njihovo bogatstvo. Ker v bistvu se samo vrtijo, pa čakajo, da bo neka kriza, da se lahko spet pokažejo, pa spet začnejo kritizirati, metati polena, pa se spet pojavijo, pa spet zmagajo volitve. Obstaja še en drugi kriterij, ki jih imajo na primer v Združenih državah, pustimo, kaj se te dogaja, kjer imajo omejitev na 2 mandata za najvišje funkcije. In ta omejitev ni tako neumna, zaradi tega, ker če ti veš, da boš največ toliko časa, veš, da boš moral se obnašati, da boš tudi kasneje živel normalno in ne moreš ustrajati s svojimi idejami, tudi takrat, ko so ti volivci že 3-krat rekli ali pa 4-krat ne moreš ustrajati še v 5. pa v 6. Tako da to, da imamo pri nas praktično neomejene mandate, ne nujno doprinese k raznovrstnosti in posledično kvaliteti politike. Mogoče problem tudi, da pač volivci pozabijo, ne? Neka stranka naredi nekaj najbolj groznega kadarkoli, 4 leta minejo, pa vsi pozabijo na to. Ampak to je spet na točki naših možganov. Možgani so pozabljivi, kar se tega tiče. Razen, če vam naredijo osebno krivico. Potem ne boste pozabili nikoli. Če pa krivica ni bila osebna, ampak samo nekomu, mogoče celo znancu v ulici, vas se pa ni dotaknila, po 4 letih ne boste več se spomnili tega. Pa če zdaj gremo na mlade, zdaj iščejo stanovanja, končujejo študije, kako se lahko preselijo, brez da so pač pri starših do 35 leta? Pa ne. V tem trenutku še težko in to se zavedamo od prvega dne. Prav na področju stanovanj smo naredili
strašno velike korake, ki pa še nimajo velikih konkretnih rezultatov, bom pojasnil. Jih bojo pa imeli v naslednjih letih. Spravi, to je eden od tistih projektov, ki ga štartaš v enem mandatu in zaključuješ v drugem. Zdaj smo postavili ne samo zakonodajo, postavili smo tudi vire sredstev, spravi denar, zahodili smo denar in zdaj moramo s tem denarjem zgraditi stanovanja. Zdaj bo trajalo še približno 2 leti za vsak projekt posebej, da se zgradi. Kar nekih je že v gradnji in prva runda vselitev, množičnih vselitev bo v roku 2 let. Tako da dobra novica je, da v naslednjih 2 letih bo množica stanovanj po Sloveniji zrasla. Slaba je, da niso še danes, ampak teh stvari se pa res čez noč ne da, ampak to nas ni odvrnilo. Po drugi strani je pa še ena stvar, ki je izjemno pomembna, pa se jo v preteklosti zelo pozabljali. Ni dovolj samo, da zgradimo stanovanja, ta stanovanja morajo biti namensko usmerjena v prave ljudi. In mi smo v preteklosti preveč teh stanovanj delili izključno po kriteriju socialne ogroženosti in smo absolutno pozabili na mlade in pozabili smo na kadrovska stanovanja. In jaz striktno zagovarjam politiko, da sme biti največ 10% stanovanj za socialno ogrožene, ostalih 90% pa mora iti med mlade pa med kadre. Če rabimo zdravnika v neki občini, ne dobi zdravnik stanovanje. Če rabimo učitelja, ne dobi učitelj stanovanje. Če rabimo v tovarni, inženirje ne dobijo oni. Mladi pa zato, da si lahko ustvarijo družine. Tega v kriterijih danes ni nikjer v Sloveniji, oziroma prvi tak primer je bil na Lukovici pred pol leta približno, ki smo govorili o tem in je županja prav rekla, evo, mi bomo pa dali večino tega za mlade. In to je prvič, da se sploh o tem razmišlja. Še 2 leti nazaj so se dajali v glavne samo za socialno ogrožene. In zato jih je bilo malo stanovanj, pa še tiste, ki so bila, niso šla v roke, da bi mlade navdihovali s kakršnimkolim upanjem, da bo kdaj boljše. No, zdaj pa lahko povem, bo boljše za mlade in to ne malo, ampak občutno. Še 2 leti. Mogoče ljudje ne razumejo, da to pač ni neka stvar, ki se v 4 letih lahko sfinišira, pa da je vse jasno in krasno. Ampak to ni izgovor, da zato nič ne delaš. Mi smo vedeli, da rabimo 3 leta, da zalaupamo proces gradnje, da zrihtamo denar in to ne majhen. In zdaj, ko je to zagotovljeno, so se projekti začeli graditi. No in zdaj od začetka gradnje do konca, pač do vselitve je pa 2 leti. Mogoče tudi pokazuje to, da ni vse neko nabiranje točk, ampak ker bi lahko nek projekt izpeljali v roku 1 leta, pa dobili neke politične točke, ampak v bistvu ste raj gradili na mladih. Pa gradili smo na temu in to je res bil moj moto od prvega dne. Če že gremo politiko, bomo naredili nekaj velikega. Za nekaj velikega rabiš 2 mandata. In mogoče ni popularno, ker te potem ves čas, dokler ni končano, v resnici nabijajo nič ni, čeprav zdaj že je nekaj, pa še ni končano, ampak v sebi pa veš, da ko bo končano, takrat bo pa ta prava stvar. In človek se v življenju sam sebi dokazuje. To je najbolj pomembna stvar, bolj kot da se dokazuje. To samozadoščenje. Kaj pa šolstvo? A je tukaj neka luknja? A je razkorak s časom, s prihodnostjo? Po svoje da. Morali bomo narediti temeljit premislek glede predvsem digitalizacije. Ena prilika je bila zaradi covida, da bi se tekom covida to naredilo, pa se je pol tako na tretjino mogoče izkoristila. Mislim, da moramo najprej upeljati to tudi med šolnike. Včasih se počutim malo nefer do njih, do učiteljic in učiteljev, ker od njih pričakujemo, da bojo IT specialisti, hkrati jim pa tega znanja nihče ne ponudi. Tako da jaz, ko sem prej govorila na primer o umetni inteligenci, pa o orodjih in priložnostih, ki jih ponuja, jaz resno načrtujemo, da bo že do konca tega leta, se pravi v naslednjih 6 do 9 mesecih, da se naredi poseben program usposabljanja dela z umetno inteligenco za šolnike. Zato, da bojo lahko kos temu, ko ste vi mladi, prišli v klopi polni znanja in entuzijazma, oni pa ne bojo imeli te možnosti, da bi vam sledili. Zato moramo začeti pri njih. Ko bodo oni usposobljeni, prvič jih ne bo več strah tega, zato ne bo več prepoved v smislu zaradi strahu, ampak zaradi konkretnih razlogov, če že. Po drugi strani bojo pa znali lažje usmerjati mlajše k pravilnemu načinu uporabe vseh digitalnih orodij.
In jaz mislim, da ta korak usposabljanja nas res čaka zdaj v naslednjem letu, ampak rabimo pa predtem platformo. In ko bomo to platformo imeli, potem naslednji korak je usposabljanje. Tako da imamo v načrtih, takoj na začetku naslednjega mandata, ravno s tem namenom, da pol lahko skozi šolski sistem te spremembe vpeljemo. Kaj pa ta platforma, to že kakšna država počne na podoben način, ali smo pionirji v tem? Smo precej pionirji, cele države še ne. Recimo na takih platformah so naprimer univerze posamezne, tudi mesta. No, Slovenija je za eno večje mesto. Tako da največji izziv je to, ker želimo, da je ta platforma locirana po slovenski zakonodaji, kar pomeni, da mora biti vse v Evropi. Oblak ne sme biti, noben podatek ne sme biti spravljen izven Evropske unije. In danes zmogljivosti teh največjih korporacij so pretežno globalne in so ti podatki v tretjih državah, ne pa v Evropski uniji. In zato se že 6 mesecev pohajamo, na kakšen način bi multinacionalke vzpostavile oblak z vsemi zaščitami znotraj evropskega prostora, zato da imamo regulativo, se pravi zakonodajo o ščitenju podatkov na naši strani. To je zdaj tak tehnični detajl, ampak zelo pomemben, da ne more priti do zlorab teh podatkov strani kogarkoli. A mislite, da Slovenija mora iti bolj v tehnološko smer ali bolj v tako kmetijsko? Dobro, zdaj ste me malo hecate. Vse je potrebno, absolutno potrebujemo tudi kmetijstvo, predvsem pa razvoj podeželja, ampak to se ne izključuje. Tudi v kmetijstvu je umetna inteligenca izredno uporabna, najnaprednejša tehnologija. Tu slovenski kmetje imajo nekateri izjemne tehnologije, ko jih obiščete. Se da delati zelo visoko tehnološko kmetijstvo, ki je tudi bistveno manj fizično utrujajoče. Tako da tudi dvoje se ne izključuje. Jaz mislim, da tehnološki razvoj je bil vedno v človeški zgodovini tisti, ki je pohanjal in tudi določal uspešnost naroda na eni strani, hkrati pa tudi njegovo socialno blaginjo. In tle je držati ravnovesje, vlagati v razvoj, tehnološki, hkrati pa koristi tega prelivati v to, da je družba čim bolj enakomerno se razvija, pa da ni prevelikih stopati med revnimi pa bogatimi in podobno, da je to pravi princip. Obstajajo nekatere države, ki jim to odlično uspeva, majhne države v svetu. Jaz mislim, da smo lahko in smo že tudi mi v nekem delu na dobri poti, da pridemo tja. A bi politika morala več vzemati ideje od drugih držav? No? Zakaj bi izumljali neko toplo vodo, če že države delajo? Ja, je možno marsikaj pobrati. Včasih je fajn gledati tebi primerljive. Meni je recimo v navdih dostikrat pri teh tehnoloških vprašanjih Singapur ali pa Luksemburg, Švica na nekem drugem področju. Tako da vsaka od teh primerljivih držav ima kakšno lastnost, ki jo uspeva razviti, ki bi bila koristna tudi za Slovenijo. Če pa rečemo, da bomo v vseh pogledih samo eno državo, to pa običajno ne deluje. Pobrati najboljše iz tega, kar so naredili, pa ki so se uspeli promovirati, to je pa, je sicer lepo se sliši, pa težko je izvedljivo, ampak to je pa način, kako naprej. Kaj pa je vaša želja za naslednji mandat? Kaj je neka upanje? Najpomembnejša stvar, pa se sliši banalno, je, da zaključimo, da delo še ni končano in da je čas, da pripeljemo do konca, ker če nam bo to uspelo, bomo potem imeli na koncu naslednjega mandata ne samo družbo, ki bo socialno pravična, kar pomeni, da tisti, ki bo delal, se mu bo to splačalo, tisti, ki bo res rabil pomoč, bomo kot družba pomagali, to so lahko mlajši, lahko so starejši, lahko so invalidi. Po drugi strani bomo pa živeli v varni družbi, ker bo veljal red in disciplina. In ta del se mi zdi, včasih v preteklosti smo kar pozabljali, ker je bila varnost samoumevna, ni več, ne v svetovnem merilu, ne doma. Če sami ne skrbimo za varnost, se nam zelo hitro lahko odpelje. In iskati ravnovesje med tem, socialna pravičnost, pa varno okolje, v katerem živimo, zato da lahko v resnici, da ne razmišljamo o ničemer, razen o tem, kako bomo razvili svoj potencial, ki ga vsak od nas nosi v sebi do konca. To je moja vizija za Slovenijo.
pa da smo pri tem čim bolj tehnološko napredni, zaradi tega, ker lahko s tem pol tudi smo globalno v svetu tudi konkurenčni in lahko živimo dovolj bogato. Vse so omenili varnost, a vas je kdaj strah za svojega otroka? No? Jaz imam srečo, da imam izjemno samostojne otroke, izjemno. Imam najstarejša hči, jaz ne morem prehvaliti, očitno očetje pa hčerja gremo skupaj. Ima 21 let, ona je, ko je imela 19 let, šla sama za 3 tedne na Šrilanko, mene je bilo, jaz mislim, da bom padel dol. Pa vse v redu z Azijo, ampak manj nevarna Azija, kot drugje, ampak nisem mogel verjeti, in je to nekaj popolnoma samoumevnega. No in zdaj, zakaj sem tako ponosen? Ker največji ponos starši črpamo iz tega, ne ko je otrok ultimativno neki uspešen, pa je ne vem kaj naredil, ne, ko je ultimativno samostojen. Ker če si samostojen, že dovolj zgodi, pol boš prej ali slej uspešen. Ko najdeš tisto, kar te res veseli, pol si tudi uspešen. Če se pa ne uspeš osamosvojiti, pa ves čas mogoče iščeš tudi na področjih, kaj bi te zanimalo, pa nikoli ne najdeš. No in tako da, ja, me je bilo že strah, ampak hodi po takih čudnih krajih po tujini, da me je bilo bolj strah v tujini, nikoli nisem pomislil, da bi me bilo strah doma, v Sloveniji. In to je eden od teh privilegijev, da živimo v državi, ki je po vseh svetovnih kriterijih med varnejšimi na svetu, to tudi vsi priznavajo, ampak to ne pomeni, da smemo zaspati. Slabi ljudje, žal, živijo povsod, pa tudi pridejo lahko od kje. Tako da tle pa moramo biti pozorni in pri temu delovati striktno in ne gledati skozi prste tistim, ki v imenu svojih pravic kršijo naše. Tle pa se opravičujem, nimam milosti. Tle je pa treba biti strikten. Če se nekdo ne želi držati pravil, pa res dela škodo ali pa celo še kaj hujšega drugim soljudem, takrat pa nimam več razumevanja. Evo, zdaj pred konec bi vam zastavil še 12 hitrih vprašanj. Ok, ker ste bolj prijetni, da nam govoril o hudobnih ljudeh. Ja. Ne, bojo prijetni. Kdo je najbolj duhovit med poslanci? Med poslanci priznam, da ne znam povedati, med ministri pa Matej Arčon zagotovo. To je minister za zamejce, on je jih take poka, da se zmeri režimo. Oseba, na katero se lahko vedno zanesete? Moja soproga. Kaj vas pri ljudeh bolj zmoti? Zamujanje ali gledanje na telefon med druženjem? Gledanje na telefon, ker pomeni, da ga sploh ni tam v resnici. Raj ne zamudi, sem pol ne bo zraven. Kaj je v življenju bolj nevarno? Precenjevati stvari ali jih podcenjevati? Zmeri je huje podcenjevati, ker je tudi nevarno. Če bi si lahko izbrali katerokoli pesem za vašo kampanjo, katera bi bila? We will rock you. Recimo, da organizirate poker večer s svetovnimi političnimi voditelji, naštejte 3 ali 4, ki bi jih povabili. Ok, odvisno od trenutka v zgodovini, v tem trenutku, ko imamo toliko vojn, bi stavil na vse ali nič, da če zmagam, morajo vsi v trenutku končati vojne in bi dal Netanjahuja, Putina, Zelenskega in Trumpa. Ampak bi morali pristati vnaprej, da bojo končali vojne. Ja, ne vem, če bi se strinjal. Ja. Pojmo, da ja. Bi raje imeli popoln pogled v vse številke države ali popoln pogled v misli volilcev? Številke vedno. Ker številke so realne, misli so pa nekaj, kar se da tudi spremeniti. Z dobrim delom. Bi raje en dan popolnoma brez medijev ali en dan brez političnih kritik? Kritike niso problematične, brez medijev pa še biti. Ja. Kaj je najbolj nenavadna kritika, ki ste jo prejeli v zadnjih letih? Najbolj nenavadno mi je bilo, ko so me kritizirali, ker sem spremenil frizuro. Ampak to dobra odločitev, ali? Po pravici, tako sem star, da mi dolge lase, jih je bilo premalo, se ni dalo več jih rihtati. Pa grejo v oči, pa to, ne. Ne bom komentiral, ampak ne, enostavno je izpadlo smešno. Če bi lahko katerokoli zgodovinsko ali naravno znamenitost v Sloveniji poimenovali po sebi, katera bi bila? Nobena. Enostavno bi se slabo počutil, če bi do česa takega prišlo. Katero knjigo bi priporočili vsem Slovencem? Madonna. Kakšno vprašanje. Zdaj pa ne vem. Kar počas. Ja. Mehurčka od Gregorčiča. Je odvisno. Recimo, da govoril za odrasle. Zagotovo je ena boljših knjig.
Zdaj ste me najdu. Kaj pa film? Se vrnem pol kasneje. Lahko, evo. Kako bi v 20 sekundah opisali Slovenijo tujcu, ki do danes ni vedel, da sploh obstaja? Majhna, kompaktna, zelena, prijazna, taka, da se res, tudi če nimate časa, pridite, ker vam bo žal, ko boste morali iti nazaj. Tako da na hitro lahko vidite ogromno in tudi stvari, ki jih ne pričakujete, ker jih res ne pričakujejo. Zdaj, ker se niste mogli spomniti knjige. Madonna, najhuje je, ker se ne znam odločiti, katero bi dal. No, bom pa tako povedal. Za ljubitelje fantazijskih knjig, zagotovo Hobbit, ne Gospodar prstanov, za ljubitelje znanstvene fantastike, Foundation je Fundacija od Asimova, za nekoga, ki začenja svojo poklicno kariero, pa bi rad bil vodja, lahko tudi ekipe, 9 laži o delu, fantastična knjiga. Za spiritualne stvari, če ste zares spiritualni, recimo Dalaj Lamo. Kuharskih receptov, ne vem, kaj bi rekel. Pa meni so bile v smeri všeč knjige, tiste, ki smo bolj razmišljali o tem, da bi potovali po svetu, kompilacije v smislu 1000 krajev, ki jih moraš videti, preden umreš. Ampak to je zdaj že na socialu, tako da ne rabite knjige, da so glavne slike, ki ti dajejo sanje, kaj vse bi lahko videl. Zdaj pa 2 klika stran so iste slike, pa še kakšen oglas. Ja, no, to je pa tudi res. Kaj pa film, kakšen? Se kdaj pogledate, kakšen dober film? Ja, itak. Mogoče najljubši? Ne obstaja najljubši film. Filmov je dosti, filmi so odvisni od razpoloženja, odlični so. No, zdaj bi pa zbral Gospodarja prstanov med fantazijskimi. Znanstvene fantastike sem totalen fan in tam se ne bom znal odločiti med enim ali drugim. Pa ne gre za neke enostavne ali Star Trek in podobno, ampak so zelo dobri filmi, tako da bom spustil. Medtem ko pri dramah najbolj od vseh me je fasciniral Let nad kukavičjim gnezdom. Vem, da je zelo star film, klasika čista. Tam me je prav res fasciniral tako napolno. Pa tudi tak je zdaj, sem ga videl na sporedu, Zelena milja. Mislim, da je zdaj nekje, sem ga videl na televiziji, tudi priporočam. To so drame. Tako da, ampak odvisno, kakšno razpoloženje si in odvisno, kako želiš in s kom želiš tisti večer zaključiti. Zdaj pa, če si iskreno, ste raje prišli sem ali na Tarčo? Nisem bil že dosti cajta na Tarči, tako da je odgovor. Ampak ključno vprašanje je, zakaj? Okay? Zakaj sem vedno raje tu, kot v oddaji, kot je Tarča? Zato, ker tukaj se pogovarjava z namenom, da se spoznava, da tudi ljudje spoznajo naju, medtem ko na Tarči ni pogovora, ampak je eno samo obmetavanje več ali manj z obtožbami, tudi žaljivkami. In je, za moje pojme, so take oddaje na dolgi rok žal škodljive, ker vnašajo nemir, primarno nemir v družbo. Pa ne gre samo za eno oddajo, vse oddaje takega tipa puščajo podobno sled na psihi ljudi. In meni se zdi, da v vsem tem svetu vojn, ki ga je že tako dovolj, in vseh teh prizorov groze, ki jih lahko gledamo sposod po svetu, res ne rabimo še ustvarjanja slabe volje zaradi dobesedne malenkosti. Pravilen odgovor, bom rekel. Hvala. Hvala še enkrat, da ste bili z nami. Z veseljem. Res lep pogovor. Hvala.